Nahajamo se na finskem podeželju, praktično sredi ničesar. Obdani smo zgolj s prostranimi planjavami, tistimi značilnimi tisočerimi jezeri. No, tukaj pod mano pa je približno 60 cm debel led na zamrznenem jezeru, na katerem bomo danes v zahtevnih razmerah na poledeneli podlagi preizkusili lastnosti in zmogljivosti Nissanovega štirikolesnega pogona. Ampak v tem primeru ne gre za tisti klasičen štirikolesni pogon, ki ga je Nissan desetletja tako uspešno vgrajeval v svoje številne priljubljene terence. Gre za pogon e-Force in, kot govori že samo ime, je to električni štirikolesni pogon, ki deluje na osnovi dveh elektromotorjev, po enega na prednji in zadnji osi. Nissan pravi, da je to prihodnost štirikolesnega pogona, ne le zaradi vsesplošne usmeritve k elektrifikaciji, pač pa predvsem zato, ker naj bi bil takšen pogon boljši od klasičnega, torej mehanskega. In to nam bodo tokrat poskusili tudi dokazati. Tokrat smo sedli za volan dveh razmeroma zajetnih Nissanovih športnih terencev. Prvi je X-Trail, ki ga žene hibridni pogon, no na drugi strani pa je Aria s popolnoma električnim pogonom. No, ampak zdaj se verjetno sprašujete, in to upravičeno, kaj imata ta dva razmeroma zajetna družinska terenca z dinamično vožnjo. That's it. Cool. Yeah, cool. Okay. Nissan nam odgovarja, da je to muha evropskih kupcev. Na stari celini si namreč vozniki želimo dobrih, tistih pravih vozniških voznih lastnosti tudi pri zajetnih družinskih športnih terencih. No in zato na finskem ledu, tokrat na pnevmatikah z žebljički, izvajamo tudi značilni Scandinavian flick. Yeah, cool. Torej gre za kontrolirano drsenje v nasprotno smer pred zavojem, da lahko zadek avtomobila lepše zdrsne v naslednjem, tako pa skozi zavoj nesemo večjo hitrost. But you have good handling, you have been driving a lot. Ampak zdaj nas seveda zanima, kako je Nissan dosegel takšne vozne lastnosti. The system knows how much steering you're putting on the car, and it will try to take that trajectory around the corner. But obviously if you're going so fast that there is not enough grip available, there will be some sliding, but it will try to correct this. Nissanov električni štirikolesni pogon omogoča, da se navor zelo natančno porazdeljuje med prednji in zadnji kolesi, pa tudi na levo in desno, torej na vse štiri strani avtomobila. To vozilu omogoča dodatno stabilnost ter boljšo trakcijo. Yeah, good. Pravzaprav ima pri teh novodobnih štirikolesnih pogonih voznik dokaj malo kontrole. Naša naloga je predvsem, da se pravilno zapodimo v ovinek, potem pa smo dokaj odvisni od tega, kaj nam omogoča programska oprema. Ta namreč narekuje delovanje štirikolesnega pogona. So with the one ECU that controls both acceleration and brake, it's almost like the car would guess what you want to do and will give you the response you're expecting. So that means less steering, less correction. We want to make the system as safe as possible and to allow non-experienced drivers to be able to drive in very slippery conditions, so that this system gives that confidence to the driver. When they turn the steering wheel, the vehicle will turn around that corner. In od programske opreme, torej asistenčne elektronike, bi pričakovali, da avtomobil želi poravnati. Torej nas čimprej spraviti v stabilen oziroma predvidljiv položaj. Ampak tokrat s tema družinskima terencema driftamo oziroma prav užitkarsko drsimo. To pomeni, da je zadek avtomobila prijetno živahen, torej da želi prehiteti prednji del avtomobila, to pa obenem pomeni tudi manj podkrmarjenja. In tako nas seveda zelo zanima, kdaj se elektronika pogona odloči, da bo avtomobil poravnala in kdaj nam pusti drseti. Yeah, so this system is not designed to allow drifting and so on, but if you push the vehicle beyond the grip limit of the surface, then there will be some drift. You need to be going fairly fast for it to do that, and it's a safe condition because the vehicle is constantly trying to get you to go in the direction that you're giving the steering. Any sliding of the vehicle is controlled by braking individual wheels to control them and prevent
excess torque being applied to a wheel that would cause the vehicle to lose control. We've seen for a long time that driving is sport, right? So we still have, of course, the customers that are looking for this fun to drive, this excitement. In ravno to je po preizkušenem sodeč največja prednost električnega štirikolesnega pogona. S preprostimi možnostmi prilagajanja avto torej nenadoma dobi več vozniških karakterjev oziroma z menjavo voznih programov povsem drugačne vozne lastnosti. Lahko se vozimo kot po tračnicah v voznem načinu za sneg, ki navor razdeli v enakovrednem razmerju 50-50. No, na drugi strani lahko v načinu sport pogon več navora pošlje na zadnji kolesi, dodatno vozniško svobodo oziroma driftanje pa ponudi predvsem športni način sistema za nadzor stabilnosti. In če za konec primerjamo oba avtomobila, kljub temu, da X-Trail za vožnjo koristi tudi bencinsko gorivo, je princip delovanja štirikolesnega pogona pri obeh avtomobilih enak, saj bencinski motor zagotavlja le energijo, kolesa pa poganjata le elektromotorja. Ampak prav hibridni pogon X-Traila je razlog, da je ta avto za 400 kg lažji od povsem električne Arie in to se seveda občuti. Je pa skladno z vse večjo in širšo ponudbo električnih vozil tudi vse več možnosti za primerjave teh avtomobilov med sabo. No in v tej konkurenci je Aria, vsaj po danes intenzivno preizkušenem sodeč, vsekakor eden boljših avtomobilov. In to gre predvsem na račun pametno zasnovane elektronike, ki vozniku omogoča kar precej vozniške svobode in s tem tudi več užitka za volanom. S preizkusa dinamike pa vas zdaj usmerjamo še na druga področja. Če želite več informacij o X-Trailu in Arii, je naš YouTube kanal vsekakor pravi naslov. Tukaj je nekaj predlogov za vaš naslednji klik.